Najprej seveda lep pozdrav predsednici Britanske lordske zbornice, gospe baronici de Sozi, in seveda zahvali, da je prišla na obisk v Republiko Slovenijo v tudi tem simbolnem pomenu. To pa pomeni, da je prišla ob 25. letnici samostojnosti naše države. S tem seveda dokazuje, da je Združeno kraljestvo in pa Republika Slovenija na nek način v dobrem odnosu sodelovanja in da imamo odlične poglobljene, bi rekel, odnose tako med parlamentarnem kot drugih nivojih delovanja politike. Lahko rečem, da se z predsednico Britanske lordske zbornice že nekaj let pogovarjava in da je najino sodelovanje toplo, dobro in da je v bistvu tudi to botrovalo temu našemu srečanju in pa povabilu, da je prišla v Republiko Slovenijo. Včeraj in danes smo se predvsem pogovarjali o odnosih med obema domovoma, pogovarjali smo se o odnosih med drugimi domovi na splošno v Evropski uniji in drugje in pa seveda tudi v vlogi nacionalnih drugih domov v vsaki državi posebej. To je še posebej pomembno ob teh trenutkih raznih kriz in ki jih poskušamo seveda drugi domovi po svoje nekako vključiti v naše delovanje in pristojnosti, preko katerih imamo. Govorili smo tudi o seveda srečanju Združenja evropskih senatov v Sloveniji, ki bo potekalo naslednje leto, zato je seveda aktivnost drugih domov v Sloveniji v tem letu in naslednjem letu toliko večja, kajti to srečanje bo pomembno tudi vplivalo na delovanje drugih domov širše po Evropi. Teme, ki smo se jih dotaknili, poleg teh, kot sem jih omenil, pa so seveda vsekakor reforme Evropske unije, predlogi Združenega kraljestva, o katerih se v teh dneh vseskozi pogovarjamo, položaj žensk, namreč baronica se je stala tudi s predstavnicami žensk v državnem svetu. Pogovarjali smo se tudi o vseh aktualnih spremembah in zadevah, kot so migracije. Upam seveda, da bo ta obisk prispeval k iskanju skupnih rešitev, ki jih Evropska unija v tem trenutku res mrzlično išče in pa seveda nujno tudi potrebuje. Tukaj se je seveda Državni svet Republike Slovenije v preteklosti in tudi danes že aktivno vključil, zato smo veseli, da smo lahko del nekih pogovorov, ki bojo, jaz saj upam, našli rešitve za vse ljudi, ki živimo v Evropski uniji, v Sloveniji in pa seveda tudi na splošno. Še enkrat res hvala lepa gospe baronici, da je prišla in da je med nami tako toplo in dobro sodelovanje in verjamem tudi, da bo v prihodnje. Toliko iz moje strani. Hvala. Najprej vas želim zelo lepo pozdraviti, veliko veselje in čast mi je, da sem tukaj v Sloveniji in še posebej bi se rada še enkrat zahvalila predsedniku Državnega sveta za njegovo vljudno in prijazno povabilo, da sem lahko danes tukaj z vami. Namen našega obiska naše delegacije je seveda ta, da bi razumeli bolje, kako deluje parlament tukaj in da bi seveda med sabo si podelili, kje so tista področja, kjer smo si zelo podobni. Oba parlamenta delujeta kot dvodomna parlamenta, tako so tudi med Lordsko zbornico in Državnim svetom številne podobnosti, na katerih želimo še naprej delovati. Naš namen pa je seveda tudi ta, da bi še naprej krepili na že obstoječih odnosih med obema institucijama, ter da bi ti odnosi delovali še bolje. Pomembno pa je ne delovati le samo na področju odnosov med obema institucijama, med Lordsko zbornico in Državnim svetom, temveč pomembni so tudi osebni odnosi. In kot je povedal že gospod Brvar, se poznava že nekaj let in te odnose tudi osebne želimo krepiti vnaprej. Seveda vsi dobro vemo, da se
da se tako znotraj Združenega kraljestva kot tudi znotraj Slovenije in Evropske unije dogajajo številne zadeve, glede katerih moramo morda v naslednjih dneh, morda v naslednjih mesecih ali pa tednih sprejeti zelo pomembne odločitve. Dobro veste tudi, da je v Združenem kraljestvu kar nekaj intenzivnih pomislekov glede delovanja Evropske unije, tako da obstaja velika verjetnost, da bo pri nas morda še pred poletjem potekal referendum o tem, ali želi Združeno kraljestvo ostati znotraj Evropske unije ali pa jo želi zapustiti. Torej bo to prvič po 40 letih po vsej verjetnosti za Združeno kraljestvo priložnost, da se državljani odločajo o tej zelo pomembni stvari. Sama naj povem, da kot predsednica Lordske zbornice delujem v zelo nepolitični vlogi. Moja vloga ni politična, moja vloga je torej drugačna in v tej svoji vlogi želim zagotoviti, da dejansko poteka dialog na to temo, da poteka resnično dober dialog tako znotraj naše države, kot tudi med različnimi državami, zato da dejansko razumemo zelo dobro, kakšna so tiste vprašanja, ki jih je vredno nasloviti. Kot je že bilo rečeno, Slovenija, tako kot tudi druge evropske države, doživlja različne krize, posebej je treba omeniti migrantsko krizo. Kot sem že sama povedala, tudi že v sklopu naših srečanj, ki so doslej potekala, se Slovenija s to krizo sooča na svojem pragu. Medtem ko Združeno kraljestvo na to krizo vendar gleda z določene razdalje. Zato je treba omeniti, da nad vse cenimo vse to, kar počnete tukaj, zaradi tega, ker naslavljate te težave dejansko na svojem pragu. Obenem pa sem mnenja, da mora v zvezi s tem Evropska unija sprejeti določene ukrepe, določeno politično delovanje, s katerim bo naslovila ne le trenutno krizo, ampak bo tudi našla načine, s katerimi bi lahko naslovila vir težave, ki je na Bližnjem vzhodu samem. Kot vedno, zelo dobro je o tem govoriti. Govoriti o tem je pomembno, dialog z vsemi je zelo pomemben. Pomembno je, da imamo dialog tako z različnimi političnimi predstavniki, z različnimi državami in tako naprej. Ampak neprimerno pomembneje je, da dejansko pridemo do nekega načrta in ga sprejmemo, tako da se bo dejansko začelo delovati. In zato je treba poskrbeti v naslednjih tednih, v naslednjih mesecih, da se ta načrt sprejme in da se glede njega dogovorimo. Pomembno je tudi govoriti o reformah, ki so pomembne. Zaradi tega, ker so te reforme pomembne zato, da se pripravimo tudi z različnimi ukrepi na delovanje, s katerim bomo dejansko zagotovili si nekakšno drugo obliko prihodnosti. Gre za ukrepe, ki jih je treba izpeljati v bližnji prihodnosti. Kot sem že povedala, s Slovenijo imamo veliko skupnega in tudi želimo si nadaljnjih odnosov in bolj okrepljenih odnosov s Slovenijo. Zaradi tega, ker je Slovenija za Združeno kraljestvo nadvse pomembna država iz številnih razlogov, tudi zaradi tega, ker deluje kot nekakšna povezava z Zahodnim Balkanom. Dejstvo, da imamo tako tesne in dobre odnose s Slovenijo, je v očeh Združenega kraljestva zelo, zelo pomembno. Iskreno upamo, da bomo s tem še naprej nadaljevali in da bomo za to boljše sodelovanje tudi poskrbeli tako, da si bomo skupaj pogledali, kakšne so tiste potrebne reforme, ki jih je treba izpeljati in te reforme tudi izpeljali sami. Na koncu bi se še enkrat želela zahvaliti za gostoljubje, ki mi je bilo izraženo in tudi za vaše vljudno vabilo. Obenem naj povem, da računam na to, da se bodo obiski številčno pomnožili v prihodnje in da se bo tako povečalo tudi naše sodelovanje.